se nekaj bolj, že v vrtcu je dosti risal, pa za sošolce je kaj narisal, pa tako naprej. Nekaj je tudi enkrat rekel, da jih je podkupoval, da mu ne bi kaj naredili, ker so bili močnejši fizično kot on, ne. In jim je kaj narisal in potem so ga pustili pri miru, ne. To je bilo pa tako, mi smo imeli enega dobrega znanca, ki smo mu rekli tudi stric in je delal v tovarni zvečilnih gumijev v Krškem. Tam je neka taka tovarna bila, saj ne vem, če še. Ampak skratka, on je tudi dobil poceni te sladkarije, zvečilne gumije in pri nekem obisku mu je prinesel kar eno celo vrečo teh zvečilnih gumijev. In on je tam en sosed, sta bila pa sošolca, in ta sošolc je imel starejšega brata, ki je pa od Miki Mustra zabavnike zbiral in jih je imel ogromno. In on je zamenjal celo vrečo tistih zvečilnih gumijev, ampak samo za izposojo teh zabavnikov. Ja, sicer je to že kar nekaj časa nazaj, ampak jaz se Mateja spomnim tako nekje vmes, ni bil ne preglasen, ne pretih, ravno prav morda navihan, bi jaz rekla, ampak to je tisto zdrava navihanost, ne? In kot razredničarka imam take dijake najraje, ker z njimi ni pretirano veliko dela. Gotovo moram reči, da je bilo to zelo zabavno obdobje, biti mentor šolskega glasila v tistem času. Saj je bila ta skupinica fantov, ekipa, ki so bili zelo, zelo duhoviti, kreativni in so ves čas, bi rekla, hodili nekje na meji še dovoljenega, še sprejemljivega. So me pa kljub temu, da sem bila dovolj zelo dosledna ali pa precej dosledna, večkrat milo rečeno prinesli okrog. Tako je bilo recimo z naslovnicami, ki jih niso hoteli oddati, ves čas so se izgovarjali, še ni narejena in potem so mi jo prinesli uro, preden je šla Mladika v tisk in sem jo pač morala sprejeti. En tak primer recimo je bila naslovnica Izbor za mis ledine, ki je potem šla v tisk in je pač pri mojih kolegih in tudi ostalih sprožila precej burne reakcije. Ja, to je tale zelo lepa, barvita slika, ne, narisal jo je Matej in sicer tukaj zadaj tudi lepo piše Naši cvetki v spomin, 2A, 95-96, torej šlo je za zaključek šolskega leta in jo imam res doma na vidnem mestu. Sicer je zdaj vidim malce že obledela, ampak je pa res drag spomin. Z Matejem sva se spoznala na mladinski knjigi, ko sem jaz urejal ponatise Dese Muk, Blazno resni, ki jih je Matej na novo ilustriral. Potem je pa na neki točki prišlo vabilo od Pilovk, takrat sta bila še Pil in Pil plus, ne? In sem rekel, ok, za Pil, za drugo triado bi pa potrebovali en strip. Rekli so, imamo Čapko, imamo Pilkota, ona imata psička in to je to, ne? In potem pridejo prve skice in kaj se vidi, da psička je bilo pač Šnofi, drugega ni mogel biti, ne? S tem velikim smrčkom. Zmeri se razveselim tega, ko on pošle, ponovadi pošle, to moramo povedati. Matej je nočni tič, pošle zjutraj, ne, tako ob 5-6, na mail evo narisano, ne, in tako zjutraj pred kavo, kadar dobim ta strip, me že strip čist prebudi, ker se toliko smejim njegovim risbam. Sklopi, če govorimo o sklopih, bi lahko razdelili, če tudi meje so dostikrat zamegljene, ampak lahko rečemo leposlovje, izobraževalno založništvo, editorial ilustracija, ki se uporablja v igrah, oglasih, infografikah, torej namen pojasnjevanja spet, razvoj maskot. Naročniki, če govorimo o založništvu, so seveda v glavne slovenske založbe. Ta sodelovanje z založbami so v glavnem na daljše obdobje, ker projekti se začenjajo, se končajo in tako dalje. Bolj specifična je ali pa drugačna situacija je pri naročnikih iz področja oglaševanja predvsem, zaradi tega, ker
oglaševalske agencije iščejo določen izraz za posamezno kampanjo, niti ne za blagovno znamko. Kar pomeni, da lahko dela Matej danes za pivovarno Laško, jutri za Petrol, pojutrišnjem za NLB, Novartis in tako dalje. Matej, v nekaj kratkih besedah bom uporabil sleng iz najinega otroštva. Faca, odštekan, kulski, lovilec zadnjega trenutka. Z veseljem pa upam, da bo Matej dober kulturni ambasador, ker Matej, če ne boš, pa se merki, pa da ne bi delal samo to kulturno ambasadorstvo, ker moraš imeti cajt za šnofijo risati.